Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je 7. Danes bom pa govoril o tem, kako se očisti čakre. Zdaj, kaj so čakre, za tiste, ki še ne vejo. Čakre so energetski vrtinci, ki jih imamo po našem telesu, od spodaj, se pravi od spolovila pa do vrha glave. Imamo 7 čaker, vsaka se začne na sprednjem delu telesa, pa gre potem skozi telo, pa na zadnje telo pride ven in to se vrti. Pa tudi vsaka od teh čaker je drugačne barve, tako da imaš od spodaj rdeče, pa potem malo zelene, pa rumene, pa tako naprej. In to se vrti vsaka čakra v svojo smer, pa vsake drugačne barve. In zdaj, kako se čakre očisti. Glede na to, da so to barvne, da je to barvna zadeva, jih ne priporočam prati več kot na 40 stopinj, ker potem se pač barva spere in ne bo v redu. Se veste, kako je to. Gotovo ste dali kaj prati že kakšno belo perilo, pa nekvalitetno pobarvano barvno perilo, in potem se je barva prešla eno v drugo. Tako da čakre nikakor ne prati na več kot 40 stopinj. Potem lahko uporabite seveda mehčalca, če želite, da so bolj mehke na vtip, da so bolj sveže, take, da prijetno dišijo. In priporočam naprej, da daste noter v pralni stroj rdečo, potem, ker ta je najbolj umazana, ponavadi, potem nadaljujete z zeleno, pa še vijolično, potem pa se da še oranžna, pa rumena, pa še svetlo modra na koncu. Tako. Toliko za enkrat. No, to je bilo majhen heca, seveda, ampak za tiste, ki pa dejansko želite vedeti, kaj so čakre, pa kako se jih očisti, boste pa žal majčkeno razočarani, ker tisto, kar se razume, da so čakre, se je pokazalo, da to ni res, da so čakre življenjske točke, življenjske energije, ki se pretakajo skozi človeško telo. Pač čakre so bile narejene za demonsko pitje energij, ampak v preteklih letih, ko se je odprl meddimenzijski portal, se je konstrukt čaker odstranil, demonske dimenzije so bile počiščene in sedaj so vsa živa bitja tukaj na tem svetu in vsa živa bitja smo v eni fizični realnosti, zato da se osvobodimo umsko-zavestnega sistema in da se naučimo živeti tukaj na tem svetu v harmoniji in sožitju. In več glede tega, kako so čakre sestavljene in oziroma zakaj so bile odstranjene, kako se je to zgodilo, pa lahko pogledate v audio posnetkih in video posnetkih, in v blogih je to opisano. Povezavo do teh virov informacij bom navedel pod opisom tega video posnetka, tako da se to prosim poglejte. Tako da ja, čakar se žal ne da več prati, ker poteka v stvarstvu sedaj postopek osvobajanja od uma, od teh energetskih domišljijskih konstruktov, da bomo lahko živeli tukaj v fizičnem svetu. Obstajajo še seveda energetske točke oziroma bolečinske točke na človeškem telesu, ki se aktivirajo takrat, ko živimo določene konfliktne miselne vzorce. Tako da pri gibanju Destiny, ki najbolj natančno raziskuje, kako deluje celotno stvarstvo, si poglejte dokument
z naslovom Strukturna resonanca oziroma Structural Resonance. In če boste doživeli recimo kakšno bolečino na telesu, ki pač ni fizičnega izvora, se pravi, da bi padli pa se poškodovali ali da bi kaj težkega dvignili, lahko s pomočjo tega dokumenta, glede na to, kje je ta bolečinska točka locirana, lahko ugotovite, kakšni konfliktni miselni vzorci, nerealni vzorci so v ozadju tega, in potem lahko tudi uporabljate seveda določena orodja pri Destiny za analizo in osvobajanje teh miselnih vzorcev, in potem tudi bolečinske točke izginejo, in se ta energija vrne nazaj v fizično, ker vse energije izhajajo iz materije, iz snovi. In do zdaj smo bili ločeni od življenja, ločeni od materije, od snovi. Smo živeli v umu, v domišljiji, in to je potem povzročil konflikt in uničevanje fizičnega sveta, kot vidite. Nekateri zaradi določenih občutkov in čustev povzročajo trpljenje drugim živim bitjem in uničujejo ta fizični planet in naravne vire. Tako da ja, dovolj je pravljic, dovolj je življenja v domišljiji, dovolj je bilo čakar pa takih zadevc. Zdaj bomo kar lepo začeli živeti tukaj, na Zemeljci, lepo praktično, v fizičnih telesih, v medsebojnem spoštovanju drug drugega, in si bomo tukaj lepo ustvarili rajček na zemlji, ga ne bomo več čakali po smrti, da bomo šli v nebesa ali pa kaj takega. Bomo kar tukaj lepo si ustvarili nebesa, pa bomo živeli tako, kot te pravi prijatelji. Ajde, čau!